Mi smo freelanceri, mi delamo zato, da preživimo. Ko ti ponudiš ceno, pa sprejme odko. Se pa mičkem počutiš, kaj sem to naredil. A veš, če delaš ti rile, ne rabiš zgodbe, ti rabiš lepe šote, pa hitro jih menjavaš. Aj, ne rabim zgodbe, te zdaj polijem. Se hotel reči, ven stopno, da se zmirim. In kako je bilo delati? Pa ja, to lušno, fajn. Mislim, Lega, te so No, dobrodošel, Aljaš, v naše okolje. pozdravljena, lepo je biti nazaj. A ni fajn malo zunaj, ne? Da smo končno na obljubljenem terenu. Ja, v bistvu, če dobro pogledaš, naš prvotni plan je, da smo vsakič drugje. Ja. In res smo bili. Prvo smo bili v dnevni sobi. Na kavču. Tako, potem smo šli v Kuhinjo. kuhno, ja. Ja. In potem smo kuhno predstavili malo bolj ven, ne? Tako, smo bili v bistvu med kuhno pa dnevno. Tako. Spet drugje. Evo. Zdaj smo zunaj za bajtom. Ja, ampak počasi gremo ven. Naslednja epizoda, pa jaz verjamem, da bo že nekje čist drugje. Zagotovo bo. Kaj sem jaz na sredini, ful težko biti na sredini. Zdaj Ja, sam sem se odločil. Gledal in Pa ful boli. se mu je dober zdel, kao, jaz sem Ja. na sredini. Ja, zdaj pa malo boš, koga te tenisi gledaš. Hop, hop. Nič. Ja, pa ti pa kaj povej, ne? Dej, mal povej ta fanta, končno imamo eno epizodo, zdaj so 3 epizode že zunaj, pa mi imamo že malo feedbacka. Feedback je dober, hvala vam za vas dober feedback. Ja, Hvala, Matej Mlakar, spomnim se te in Mateja moramo tudi povabiti. Z njim sem včasih Counter-Strike igral, ja, politak, to so potišle tako. On pa zdaj, se mi zdi zelo ljubiteljsko, ali kakorkoli dela nore, kako se pa že temu reče, portrete astro, zvezde, okej. te nočne, brutalne, pač gre na mangarsko Astrofotografija. sedlo in naredi te take fotke. Tako da Mateja moramo povabiti. Vse po moje, da sem že zasledil, da smo že bili v kontaktu. Ja. Moram preveriti, če je prav. Tako da, v glavnem, ja, in predvsem tako kot je Matej in neki drugi so se javili, ko smo malo že, nismo toliko v kontaktih, pa smo bili tako, hudo, dobro delati in sem bil tako prav prijetno presenečen, kako lepo, da se to dela. Tako da, cool. Pa pri tebi, Goran, je žena pohvalila. Čiri. Mami je rekla, da je ful dober. Mami je prav poklicala, rekla, da je ful hudo. Ja, pa mami Darjo moramo tudi pozdraviti. seveda. Ja. Tako. Zvesta poslušalka, res je pohvalila podcast, rekla, da ne posluša veliko, oziroma nič podcasta, ampak da ta je pa res dober. No. Čak, da Fejmeč odkrije. Ne, super, v glavnem, se ne bojo za vse te epizode take, da se bomo zdaj sam vam zahvalili, pa name drop ali pa to, ampak smo pa res, ne vem, to je zdaj tako prav dober feeling. No. Ja. Zdaj pa gre za res. Lušen je. Vsekakor da dodatno neko spodbudo in motivacijo. Ne. Sploh je lušen danes, ko imamo ful lep razgled. Pa ne mislim gore zadaj, ampak to na mizi. A lepi so njih vsi tam legor. Všeč mi je, kaj hočeš narediti, kao nek prehod že, ampak nismo še tle. Samo omenim. Samo omenim. No, drugače pa, a veš, tukaj, ne bom, v redu, sem zadržal. Dajmo malo pokomentirati, kaj ki delate zadnje čase, kakšne projekte, kaj je nogo od zadnjič, ko smo se pogovarjali. Za Pogija smo takrat fajn obdelali, pa je bilo lušten. Kaj je noga? Bom prepustil Aljažu začetek, ja? Ti se pripravljaš na nekaj velikega. Ja, to je res. Jaz se pripravljam na eno odpravo, oziroma svoj prvi film v Južni Ameriki. Tako da so v bistvu tako, so kar velike priprave in obsežne priprave in ne samo tukaj kondicijsko in da si fit, da to zmoreš, ne? Ampak je tudi v ozadju en kup planiranja in predvidevanja. Ne. Aha, predvidevanja, ok. Kaj rabiš od opreme sabo za tak projekt? Ja. Ne to, da sem sam, rabim fotič, kamero, oziroma najbolj bilo ena stvar, ampak pa razmišljaš, ok, kaj če ena crkne, ne? Ja. Torej, da imaš backup. Pol tukaj ni samo to, ampak je še zraven potem recimo spominske kartice. Kaj bo delal na... Ne, ni to višina problema, ampak na tem mrazu, ne? Mi pričakujemo tudi do minus 30 stopinj Celzija. Kaj? A veš, v teh temperaturah spominske kartice zaradi počasne, ti ne zagotavljajo več tazga snemanja, imaš black frame in tako. Ja. In moraš najti prave kartice, ki so bile testirane na tem, oziroma da imajo to znako gor, ki je pač številka, koliko oni zagotavljajo, da je minimalno frame, da lahko zapisuje. Ok. Pa je tukaj baterija, katera baterija ti bo držala, sončne celice, torej mi smo kompletno samooskrbni, nimamo basecampov, možnosti šerpa, karkoli, mi vse nesemo sami gor. Ker po eni strani hočeš čim manj, ampak po drugi strani rabiš čim več. Ja, in in zdaj... tako reče si tako, čak malo, če mi prazne baterije ne mogo snemati. To je pa moj pointless. Zdaj
Sam tle gledaš na grame, a ne. Ja. Zdaj sem pa pri sončnih celicah, sem zdaj naročil, je pa tle ful razlika, ne. Ti imaš, ne vem, vsi mi ponujajo recimo te, ne vem, 200 vatne, a ne, ampak to je pol takoj 7 kil, ne. Jaz pri 50 kilah ne morem dati še 7 kil gora, ne, ker je preveč, ne. Pol pa če imaš te neke osnovne, ki je pač za fila telefon, pa neki tako so, ne vem, 20-30 vatne, a ne, na to mi pa ne bo fila drona, a ne. Ja. Tako da ja, ful je planiranja in raziskovanja. 100 pa 3 kile, ajde. Nekaj vmes. Ne, hudo, nič ti ne zavidam. Ampak, kaj, tako ti bom rekel, vedno imaš telefon, to tudi pač zdaj imaš 17-ko, tako da if everything fails, še vedno se lahko malo zaneseš na to. Jaz bi recimo vzel še kakšen ta action cam, se verjetno boš, ne? To bo itak, ja. Tako da imaš te, ampak ja, zdaj da bi pa proš 3 bode vzel, pa verjetno. Kaj nisi omenil? Kam sploh greš? Koliko visoko pa? Torej ja, grem na skoraj 7000 metrov. Argentina. Koliko si pa bil najviše do zdaj? Koliko je Šmarna gora? Ne, bil sem na... 3 ure si bil. Ja, ne. 4 že. Mont Blanc. Ne. Po mojem, da sem bil na velikem kleku najvišje, torej 3800. Pa takrat moram reči, da sem čutil malo višine, no. Pa sem pa kakšen let kasneje šel s turnimi smučkami na eno drugo goro, je bilo pa 3700, pa nisem nič čutil sploh. To zato, ko smo turne smučke. Ne, ful je odvisen, koliko spiš, kako si jedu, ful je klenih faktorjev. In takrat, ko smo šli na sončni vzhod na Großglockner, smo šli cel dan sem delal in zvečer direktno smo se pravili tja, pol urce smo se trudili, kao, da bi zaspal, sem pol urce nič, ne, in pol samo zrihtati in gas gora, ne, tako da smo bili gor na sončnem vzhodu in ja, pač pol, takrat sem še kadil in gor sem jaz en cigaret pražgal, ne, valjda me je zabil tako, ne. Tako da ja, no, takrat sem višinsko bolezen prvič začutil, ne. Je pa res pol, ko smo se stopili dol, je bilo okej, ne. Za opremo te skrbi, za tebe pa si pa suveren. Ja, se pravim, potem sem šel leto, 2 kasneje, sem šel na 3700, pa pač je bilo tudi ful teranja, ne, ampak smo pač vmes spali na 2, pač nisem bil neprespan, pa vmes smo spali v koči, sicer nisem najboljši večer spal, ampak vseeno, sem spal, ne. Na 2800. Krsti bil. Na 2500 nekaj tazga, v glavnem, vmes sem dal v telesu čas, da se malo navadi, ne. In ni bilo nobene težave, ne. Zdaj, tukaj gremo pa mi zelo počasi gor, ker je point to, da pridemo gor in smo par dni v nedoločeni višini in vsak dan nesemo del prtljage do naslednjega basecampa in potem še eno rundo višje, še enkrat več in potem pustimo en del robe tam in se stopamo nazaj tam, kjer spimo. In vsak dan tako delamo dvojne višince. Tako da, če rabi kdo opremo, sam pridemo. Lokacijo pogledajte, pa si lagate iskati. Če pridete tja gor, sam neste. Sam neste. Ne, hudo, to se veselim, to bomo spremljali zdaj v naslednjih mesecih. To greš torej februarja. Yeah. Ok, cool. Goran, kaj pa ti? Nekam obupno tiho si bil, ko smo vprašali, kaj počnete. Ne, pa sem prepustil Aljažu, ko sem vedel, da ima, da komaj čaka, da pove ta svojo zgodbico, ko je zelo blizu. Jaz, kar zdaj delam trenutno, so moja božična fotkanja, seveda, moje družine so tukaj. Drugače smo pa končali z neki studijskimi, tako kot smo rekli, po poročni sezoni, pri meni vedno prije kaj. Eno je poslal Aljaž, enega od svojih naročnikov, Flow Durance. Flow Durance, to smo že videli, te fotke so že live. So že, ene so že. Ti si jih, Onček je objavil, ja. Slabo sledim svoje naročnike. Ono, ki se raztopi v kozarcu. No, se imam danes na tablici fotke, lahko pogledamo. Si ti rekel, da bomo mi to v živo gledati, ne? Pametno. Tako, fotko sem še za Bosch Pacos, ene izdelke iz alpake. Pač klasično produktno fotkanje bilo v zadje. Ne moram reči, da je to za nekaj, kar ta najbolj izpolnjuje, ampak napolni pa denarnico, pa lušnje tudi, karkoli že delamo. Ampak ja, ta Flow Durance to je bilo pa zelo zanimivo, ker je pač naročnik zelo fajn. Tukaj imaš izdelke, karkoli narediš, bod kreativen, bolj koš kreativen, bom srečen. Hudo. In to je to, tako da... Take imamo radi, Take so mi všeč, da Aljaž, tudi tebi hvala. Z njim... Zdaj sem bil v mestu na 4-dnevnem projektu za njega in je bilo pač fenomenalno. Smo se snemali gor na Rabu. Ja. Sem videl, ko si laufal. Ovo je traktor.
Ne, sem bil v story, ki si laufal po unih kamnih z Roninom v desni roki, ravnotežje v levi, laufa zraven. To moram reči, da je bil kar triki teren, že za laufat, kje pa da gledaš še po nogam. Noro. To je bilo kar zanimivo, ampak les. Kaj je to za Aljaža že? Vsega hudega se navadimo, ne? Če uživaš zraven. Zdaj pa, dej še malo ti povej. Kaj pa se Kaj to vidijo mene tle nekaj? Dej, malo povej. Puno se naslonimo zdaj. Jaz pa, veš kako, jaz sem si prav en dan sem imel tak, ker sem rekel, no to pa si moram prav zapisati v zapiske, da ne bom pozabil, ker je tak, vam bo vse povedal. Pač v 5 urah se je zgodil, sem naredil 3 dogodke in vse opiše pač moj lifestyle ta trenutek. S tem, da prvotno sem imel 2 dogodka planirana, da zvečer odvodim en dogodek, eno premiero filma in potem grem vrteti muziko v drug kino po premieri enega filma. Ne? Sem bil že tako, časovno mi bo znesel, super, ni problem. Okay? In jaz tisti dan še tako na easy chillam na kavču, ker sem vedel, da imam zvečer bolj tako. Dobim en klic, eno ozvočenje rabijo, pa jim je en scancel, oziroma se jim ni šlo, a imaš slučajno čas, da čez 2 uri prideš tja. Ok, koliko časa? Sam za 1 uro. Ok, imam zvočnike, ker sem jih itak že namen imel zaradi vrtenja muzike, sem rekel, ok, pridem. Tako da sem šel tja, trogal zvočnike čez center, to je najboljš, parkirati nekaj tam in pol ure nosati, tak, postavim, odpovejo, grem, hvala lepa, se mi mudi naprej, pridem v Odisejo, s Frankotom odvodom njegov film, ful dober, drugač, Panter je, v glavnem, on je ta tudi zanimiva zgodba, ločena, mogoče bi lahko tudi z unimi fanti, ki so to snemali, pa naredili tudi kaj posneli. Finta je bila, da so najprej hoteli za YouTube narediti en video, kako gre Franko do specialne enote policije na njihovo uvajanje, oziroma pač na ta njihov trening. Ne, ni trening, to je v bistvu, ko bi rekel... Priprave. Ja, selekcija je to. Celo. Na koncu je izpadalo toliko enega materiala, pa toliko je bilo brutalno in toliko hudo, da niso mogli spraviti to v 15 minut, ampak je ratal 1 uren film in je tako prav brutalno. Ja, res ti prav odpre oči, tako, kva pa te modeli dajo čez, to je pa noro. V glavnem, to odvodom, še pogledam film, pičem v Cineplex, tam še muziko vrtim, tako res, kar, v 5 urah 3 dogodke, bam. Hudo. To je malaj. Noro. Natemperan. Ostalo pa ja, kaj pojedi tam, kaj posnamem, kot nič tazga konkretnega. Zdaj, ni nič tazga, nobenih Južnih Amerik pa to. Zaenkrat. A ti sedi tako delati, da si da napolniš skozi dan eno za drugim? Ja, sedi mi, če vem, da je to kontrolirano, pa če gre vse po planu. Tle bi ena stvar šla malo narobe, pa bi lahko šlo ful narobe. Pač prvič bi zamudil, pa bi vse. Tako da načeloma je, če se vse kul izpada, mi je kul. Drugač pa mislim, sem navajen, ker to je bil moj life, 10 let nazaj je bil to skoraj na tedenski bazi, tako skozi. Služba, neki eventi še pol, pa tistmu zvečer še kakšna muzika. Ja, meni se na srečo ni treba voziti od doma, ampak tudi, ko si doma, pač nastavim datum, mislim, ure, termine za fotkanje, si jih tudi rade dam en za drugim, pač narediš svoje, 5 ur stisneš, pa si pol prav, skokar da imam zdaj, ne vem, ob 8, ob 11, ob 3 popoldan. Tako. Nekako sem raj na kavču, tako si rekel prej, pa si pripravljen. Pa čusa, zato ker, če imaš pa, ne vem, meslih pol ure, ne moš, da se še vsedel, kavč. Tako da ja, je fajn kar malo natemperati. Ja. Jaz sem pa kar po dnevi, recimo, dan, ko imam montažo, sam montiram, dan, ko imam snemanje, imam za snemanje. Če grem v hribe, grem za cel dan v hribe. Če pa moram reči, letos sem po mojem začel malo bolj tako kombinirati, da grem zjutraj v hribe, pa hitro montažo še, recimo, da malo vsaj izkoristim, sploh zdaj v teh jesenskih dneh, ki so kratki. Ja, tako je. Pa izkoristim dan mečkaj še za šport, pa pač delati. Kje imaš pa čas za ljubezen? Pauze vmes, ko delam. Moramo zdaj to, kar si že v prvi epizodi si tako lepo oznanil. Ja. Všeč mi je, ko se nikoli se ne da kaj več. Okay, cool. Kaj smo še kaj počeli? Pa je v hribe pogledal. Je tam Karvalc, Kamniško-Savinjske Alpe. Vidiš Brano, vidiš Planjavo, Kamniško sedlo, Kočno, Grinto, vse vidiš. Šlo s njim pokriviti, pa ok. No,
Demo, kaj smo še kaj šli? Nekaj smo šli skupaj in to mi je bilo full cool. Šli smo na Canonovo predstavitev Tako je. novih fotoaparatov. Res je. Težko sem ju prepričal, da sta šla z mano. Zelo dolgo si se trudil, a ne? Ne vem, jaz sem bil tako presenečen, kako sta hitro rekla. Ja! Okay. Dobili smo vabilo, pojmo pogledati in nov Canon R6 Mark III, pa C50, to se pravi ta FX, ne? Recimo. Canon FX. Ta zdaj. Ja. Do Nikona pa še pridemo. Tako da, kaj smo kaj ugotovili? Ja, mislim, prvo, kar lahko pohvalimo, je sam dogodek. Sam Dogodek je bil hud. Mega. Brutalno. Lepo v studiu bomba, par zelo kratkih nekih predstavitev, niti ne prodavam takih predstavitev iz prve roke, poročni fotograf, Filmmaker. videograf, ja. Tako da res iz prve roke vidiš, kak je. Pol pa smo tudi sami jih probavali, tam je bilo en cel kup bodijev, lensov, ni da ni, modelka, Maja je prišla v poročni obleki, tebi smo dali nalogo, da jo malo usmerjaš, da malo vidimo Nekaj poročnega smo probali, fotografa v akciji in Bilo je dobro, mislim, z njo je simpel delati. Veliko lažje kot z znam. našimi pari, ki pač niso tokrat v tej situaciji. Tako da ja, je bilo pa kar nekaj konkurence z objektivi in fotoaparati v roki, to je pa res. Samo sekundo. Sem dobil za eno idejo, Aha. biznis, mogoče za Majo in podobne, a ne, pač imate lahko trening za neveste. Kako pozirati kot nevesta. V bistvu res. Ja, a ne? Ne je bilo po moje slabo. Ok, dobre. V glavnem, Smo se zamislili vsi, ali? Ja. dali smo ti body v roke, peč klocat, ja, je konkurenca bila huda, se je bilo treba kar malo tam komovčkati, ampak si razmišljal, out of the box, si šel malo tako, ne? Mičken sem probal drugače narediti kot ostali, ja, da pač ne stojimo vsi v tej gneči na sredini, da gremo pač malo izkota, tudi če pač je kader bil tako, je bil. In smo Mičken pač izkoristili njeno obleko, tako kot je bila, da smo pač naredili čim več, pa čim bolj drugače kot ostali, no, nam reko boljš. Eno stvar si ful dobro rekel, to sem si zapomnil, da si jo šel slikati tudi obleko do zadaj, ne? Ker je tudi ful lepa, še pač taka obleka je bila in je ful lepa in marsikdo pozabi na to, da je tudi pač zadaj obleka lepa in tudi pač malo lep hrbet in tako naprej, da tudi to se malo izpostavlja, tako da to mi je bilo kul. Mislim, ja, vsekakor, pač se je ful velikat pač pri nevestah, pri njih oblekah, pač so, nisem tako od odspredaj za pogled, malo zadaj, tudi kak izraz, karkoli že. In se pač lahko nevesta obrne s hrbtom, pa iz profila pogleda karkoli že in dobiš ful hudo fotko, pa še pač pokažeš ji vse, oziroma malo v svojih spominih v fotkah vse, kar je bilo všeč takrat, ko je pač zbirala obleko. Ne? Pa cel 360, ne samo 360. tako. front. Ok, cool. Takrat smo pa testirali še na tebi, oziroma na tvojih očeh, autofokusa. Ne? Ja. Pa moram reči, da mislim, ti si ga pri videu, Mičken, nisi bil toliko navdušen, to bom rekel. No. Pri sami fotki, pa pač pri Rafalu, pri kaj je ta high continuance, ali kaj se reče. Burst. Ja. Pa moram reči, da dokler nisi prišel zdaj na pol metra, kaj Dobre. itak več ne fokusira, ne, je lovil, koliko je treba. No. In to 40 frameov na sekundo butne burst. Kar sem bil kar impressed. Mogoče še ena stvar, res na meni nismo navajeni, pa na nastavitve, tako da Ja. to je malo možnost, da nismo čisto Tako, kot sem najbolj. jaz povedal, že tam, ko sem testiral, ne, zdaj vmes je pač falil tebe, autofokus je skočil, pa te nazaj dobil, pa spet skočil stran. Ampak sem rekel, lej, ne vem nastavitev, ne, Canon ne poznam toliko in možno, da jaz kaj v nastavitvah nisem imel v redu vklopljen ali pa vsaj nastavljeno. Tako da, Mislim, disclaimer, res, ko sem fotko, preden sem fotko malo, sem hotel dati na svoje Aperture priority, ne? Aha, In nisi najdel. jaz sem kolega na levi, ki je imel Canon na roki, prosil, če mi lahko pokaže. In je rekel, da ima on tudi težavo, ker nima več Koleščka? koleščka, ja, ampak imaš nek meni pritisn, pa pol neki sukat, v glavnem kompleksno za mojo. A veš, zakaj so to naredili? Ker noben ne uporablja. Mislim, za tole mizo smo dva, ko upravljajo, pa enke ne, tako da. Ne, drugače pa je istočasno pretty much je prišel tudi Sonino, petkica, tudi luštna zadeva, na predstavitvi nismo bili. Ni bilo vabila. Ni bilo vabila. Ja. a pa je bila? Ne vem. Mogoče še vprašali. Mogoče pa moramo malo stopiti tik, pa jo mi naredimo. Ja, za naslednjo verzijo. Ampak ja, zagotovo, pač tako bom rekel, koliko je Canon res fajn dogodek naredil, tle malo manjka. No. Tako da. Ja. Škoda? Pa še potem, da nadaljujemo naprej, prvo se je tam testirali na poročni sceni, potem Aha, se je točno. šlo pa na karting. a ne? Pa smo Potem šli pa smo še na testirali zadevo na kartingu,
šli voziti. Šli smo voziti, kdo je zmagal? Dober, Ne. za malo. No. Jaz sem bil full dober. Eni so pa fotkali. Ne? In Ja. je tudi res si probaš malo v tistem Ja. low lightu, Tako. hitro se premika, malo tako full dobro. Dobra ideja. Ja, ful. Tle pa zdaj lahko gremo na Sony. Ja. Ja. Nekaj sem malce sam naredil primerjave, no pač se to je čistko. Tudi eden izmed njihovih ambasadorjev, Fular, povedal, da pač danes, kjerkoli fotoaparat boš prijel v roke, delaš, kar češ lahko narediš. In ker so tako dobri. Tako da dobesedno zdaj ali izbiraš bi Canon, bi Nikon, bi Sony. Prvo kot prvo, kjer lence že imaš, tle si. Ja. Da bi pa zdaj rekel, to je pa zdaj tako dobro, da moraš biti nujno na Canonu, težka. Ja. Čeprav ta Open Gate, meni osebno, Ja. je Lahko prosim poveta. Ti si mi razlagal na eventu, pa nisem dojel. Ali probamo še enkrat fotografu dojeti, kaj so to odprta vrata. Okay. Ja, to je res prvi video, medtem ko ti Open Gate pri fotki že je imaš. a ne. že. Ja. To je, da pač uporabiš kompleten senzor, celoten senzor. A drugače ga ne. 16:9 imaš, ne? Merilo, če pogledaš, imaš si 16:9. Veš, če Pa zoža, Open Gate je pa potem koliko? ne vem, ampak ne. zoža ti, ne? Aha, A se veš- pravi, da dejansko. Predstavljaj si, kole imaš, ne? In vsi fotiči, tudi MZ8. Open Gate. To je pa Open Gate. Vse to razumem, ampak vsi fotiči, se pravi, ko snemajo, ne uporabljajo zgornjih dveh Tako, delčkov senzorja. ja. Ja, zgornji pa spodnji trak v bistvu ne uporablja. To je recimo pred parim verzijam prišlo tudi v GoPro-je, oziroma te Ja. akcijske kamere, da tudi zaradi tega lažje pol tudi narediš vertikalno, lahko narediš iz tega pol sam. Zaradi Ali kropanja je pač bolj uporabljal, vse je druga ne. Ja, tako, Pretty tako, much, tako, yes. Pretty Kaj much, veš, yes. Pri kropu se pa ful pozna, ne? Mislim, pri kropu, sorry, pri podjavu. Če zdaj recimo pač ti če delaš 16:9 izrežeš, greš, Tako, ja. če delaš za social media in to še potem vsebine, imaš kar enkrat veliko Ja, to, placa kar si več, imel ne. ti težavo, ko smo v Bovcu pa to snemali. Tako, ker sem projekt, ki smo snemala, če kaj sem pa pol naredil, Si mogel konvertati v vertikalo. jaz sem takrat snemal oboje, delal Ja. sem dvojne kadre, delal sem Eno. in ležeče in pokončno. Okay. Ja, in tle recimo pri Open Gateu se tega znebiš, zato ker dejansko posnameš Mislim, nimaš še Pretty much vedno take resolucije, kot bi imel, če bi obrnil, ampak je pa že dosti večja, zato ker imaš veliko. pa zgoraj. Ja, veliko večja. Ja. Ok, zdaj mi je čisto logično. To- Na eventu mi nisi tega tako lepo razumel. Ja, sem mislil, da znaš, da veš, približno pa tudi kimal si, tako da. Ja. Ja, nisem to izpad. Ja, neč. To. Nič hudega. Ampak ja, se tudi jaz nisem čist dihar bil, tako da sem bil malo bolj. Na Tako da kakšni To minuti smo? Canon ima, 25. To Canon ima, medtem ko Sony nima, ampak glede na to, da tudi Canon bo to recimo odprl zdaj s firmwareom tudi za C400 ali kaj je una kamera njihova ta večja, mogoče bo tudi Sony kdaj. Upajmo. Ampak ja. Se bo ta upgradeala. Vse tako pa novo. Jaz mislim, da se znajo pojaviti težave pregrevanja, ker enkrat večja, mislim, poln senzor Ja. uporabi in mogoče, da je tukaj pol težava. Ne vem. To bo pa čas pokazal. Tako, nisem tako tehničen tip, čist, da bi. Je pa, sem pa videl, da ne vem, če vas slow motion ful zanima, ima Sony malo hitrejši slow motion, če je to smiselno. Ima 240 frameov, medtem ko ima Canon 180, ampak to zdaj govorimo o teh full resolucijah. Ne? Canon ima 120 frameov na sekundo full 4K, medtem ko Sony kropne 1,5. 4K. Ja. To je, tako. Ja. Pa, kar sem gledal cene, je Sony dražji 100 evrov. 100 evrov. No, pa imamo tukaj še enega konkurenta, ne? Aha, no, dajmo, všeč mi je, da si ti prišel. Ki je pa, če gledaš cenovno, Ja. veliko bolj human. Ja, ampak je tudi tle nekje 2800, je, ne? A ni 2400. 2,600. Ja, 2400 je, 2400. Mislim, da si 2,600. Okay. 2400. Koliko sta pa tista dva, če smo obrali? Body. 2900 je Canon, R6 Mark III, Sony 5 je pa 350, sem gledal, mislim, da na foto besničar. Sony, no. Ali pa foto Jaz specialist. res ne vem, zakaj mu do Sonja. No, ampak da si ti Čakaj, ja, svojega Nikona si prekinul, ne? Kaj hotel jih ali jaš pohvaliti? Izvoli, Aljaš. Vsekakor moram na njemu pohvaliti.
tale small rigov cage. ne, hecam se. Ne, vsekakor moram pohvaliti tale pač velik displej. Aljaš v rokah drži novi Nikon, kako je zdaj to, ZR, Zed. Tako. ki nam ga je zelo lepo posodil slabe scene, rental, tako da se to zadeva lahko tudi sami posodite. In na hitro smo prej malo, ko smo postavljali, malo posneli. In je, ja, ta zaslon je brutalen. Torej, koliko mora videokamera biti, ima rotacijo, flip out zaslon. Velik je, v bistvu tako bom rekel, če bi zdaj nesel da bi rabo zdaj na terenu, recimo ta projekt, Ja, ne bi rabiš. zjemal sabo ekrana, ker za to je dost velika. Medtem ko pri pač mojemu, ja, si težko kaj pomagaš. Tudi kvaliteten je, mislim, jaz ne morem, se pravi, nimam statistika, ampak tako, ko gledam na ekran, je svetu je kvalitetno. se bomo, tlele bom zdaj dal te pokrivce, ki smo malo čez, pa bomo malo gledali. Ampak Okay. res je good. Až kaj ima recimo ta Nikon, kar niti Canon, pa mislim, da niti Sony. Ne, Canon mislim, da celo ima. RAW. Canon ima, pardon, ja, OpenGain RAW. Sony tega nima, To ima drugače za 8. tudi ta pa ima RAW. To se pravi, snemaš in pa lahko se še malo igraš. Čisto res ima za 8, že RAW. Pa ne rabiš nobenih ekranov, zdaj snimaš pač na kameru. Ampak Z8 pa nima, to ima pa ZR, edini ima pa ta Redov kodek. Redov kodek. To je pa res. Tle je pa game changer, ne? Ja. Tle je pa tudi slabe rekel, da to je pa top. To To je pa še res, ne morem komentirati, ker nisem testiral, ja. ampak če je red, ne dvomim. In ima tudi odličen ta color science. Ja, a tako da- si kdaj že prej probil ta kodek? Ne, se pravim, da ne morem. Ne, se pravim, da ne redom. morem. Ja, sem. Mislim, da snemal sem poroko, ki je nevesta vprašala, če, okay, če en njen prijatelj pride malo posnet zraven, pa to se rekel, ali lahko, sam pač glih to, da mi ne zdaj ne skače. In je tipo prišel. Z redom prišel. In sem bil tako, no, man. O, Pa še imel je, prijatelj. če imaš še eno kamero, ki je snemala To pa ni tako. 1000 frameov na sekundo. Au. In smo pol tam neki slow motion ognja delali in to in sem bil tako. Vprašala je, če lahko pride en mičkem pomaga zraven, konc pa on tako kamero, jaz pa z mojim A7 trojko še takrat. To pa ni tako, kot ponovadi na porokah, ki je en street zuno, to staro Tako. kamero. Ja, tle je prišel s proper kamero. Ja. Ne, kul. Drugače, kar bi jaz omenil, ko ga držimo v rokah, je, to si mi ti povedal sicer, no? Jaz mislim, da ima že gor. Nima gripa, ne? Nima gripa, ja pač. Ta cage ima. Brez cagea bi ga bilo ful čudno držati, ampak se ve, da sta videografa, pa verjetno bo ta potrdila, da brez cagea se sploh ne uporablja kamera. ali kaj? Ja, Vsi jih imate gor. ni šans. Teda v bistvu to niti ni tak velik minus, ampak če bi pač brez tega, meni bi ga bilo čudno držati, no, Ja. ja. bi pogrešal. Ja, ja. To bi bil en minus. Drugače pa na vse te gumbe, pa to, ker je to kamera, jaz zaenkrat se pač ne znajdem, se prej sem tudi Zelo veliko malih odprl. je, ne? Zelo malih je. Ja. A pa drugače jih mat na kaj že vajen Sony. FX3. FX jih je pač mat. Ima veliko grumbo. Jo, jo. Pa to pogrešate, verjetno. Samo To je veš zakaj? Zato, ker je FX, ok, se je namenjen snemanju, ampak tudi fotkaš, ne? In pa imaš zato tudi, a ne, oziroma ker prihaja iz foto, ne vem, ta se mi pa zdi, da je že v osnovi zelo taka cinema varianta, da imaš zato tudi po mojem manj gumbo. Jaz prej tudi, ko sem ga testiral, sem sam fotko, pa je bilo fajn. Drugače, ja, pač mislim, iskreno ne znam ga kaj več pokomentirati, kot to, ker sem ga probogli za 15 minut. Ja, bomo še kdaj kaj posneli z njim. No? Moramo testirati. Ja. Jaz tudi nisem tehnični tip, da bi zdaj govoril o nekih specifikacijah, ampak vsekakor bi ga pa pač proval, pa potem lahko kar Mi je več pa res povedal. brutalno lahek, ful je tak, ne, tudi po mojem za na gimbal, tole easy peasy. Pa, še kaj zanimivo, nima ventilatorjev not. Ne Je rab. tih, ne, ampak, ne vem, to se Treba test pregreva. narediti, da se bo pregreval ali ne. Tega nekam, da se bo lepo videlo. No. V glavnem, hvala še enkrat slabe za tale rent. Če bi še kdo tole probaval, absolutno, lej, cool. Bomo tudi mi malo tole testirali še. Kam bomo posneli z njim? Gremo v Argentino. Najmanj. A na steak misliš, že BTC? A eto, kje je to? Jaz sem bračen za verjetno. Ja, je to seveda, pa še maslo gor. Jaz sem imel eno predavanje še. Ok. In sicer, kako snemati s telefonom. Ciljna publika je bila pa malo mešana. V bistvu so to, najprej sem razumel, da je to za otroke, pol je bilo pa v bistvu to od turistične zveze, ker imajo nek natečaj za svoje turistična društva, šolska tudi. Imajo vsak let nek natečaj, ki morajo posneti neke videe, pa tudi narediti neke štantke, imajo pol sejam in tako naprej. In sem jim jaz prišel malo povedati, kako se lotiti snemanja. In me zdaj zanima, kaj bi vidva rekla na mojem mestu.
kaj je najbolj pomembno, ko greš snemati. Okay, pa s tem, da sem mislil, da najprej s telefonom ni nujno, zato ker pač lahko snemajo s čimerkoli, ampak jaz sem pomislil, da je najbolj budget friendly s telefonom snemati lahko s čimerkoli. Kaj je najbolj pomembno? Jaz bi verjetno govoril o tej neki pripravi na snemanje, pa pač o tem, nek scenarij, glih rekel, ampak tako, kako si pač idejo sestaviti, se pravi, kaj sploh bo posnel in pol neke kadre med že prej pač v glavi malo vizualizirati, da dejansko lahko posnameš, ne glede na s telefonom, imaš čemarkoli. Ker jaz sem mišljenja, da v resnici nekdo, ki ima ful dobro idejo, bo naredil ful boljši video z, ne vem, iPhone 17, ko pa z vsemi temi kamerami, ki jih imamo tukaj okoli. Teda jaz bi nekoga, ki je na začetku, bi mu po moje prej to razložil, kakor samo tehniko, pač pa razlagati za neke frame, pa te double the frame rate, ali kaj že, pa ne vem kaj vse. Bravo, ja, se strinjam? Jaz se strinjam. Ja, okay. Ne moreš, da je njegovo, ne? Ne, nekaj svojega si izmislil. Vsekakor bi mu pač bi dal v prednost storytelling. Pač to, kar snem, spet, oziroma ne, prvo bi... Kaj pa kompozicija? Ja, ne, kompozicija prije luč. Kaj pa zvok? Prvo bi vprašal, prvo bi se mogel fokusirati na to, kaj naročnik želi. Če imaš naročnika, recimo, ne? A veš, če delaš ti rile, je pač ne rabiš zgodbe, ti rabiš lepe šote, pa hitro jih menjavaš. Kaj ne rabiš zgodbe? Te zdaj polijem. Zdaj že ima, drugo so ti te social media engaging rilika, oziroma niso niti toliko. Mislim, kaj je ril? Dajmo tako. Ne. Tukaj rabiš nek huka, ne na začetku. Čakaj malo, kaj je ril? A veš, kaj je ril? Ril je skupek pač lepih šotov. Ker to, če delaš pa ti video, recimo to, kar ti nekaj govoriš, to ni več, to dejansko je reel, ker se Instagram tako imenuje, to hoče reči, ti se zdaj pomešal Instagram reel pa tako. Reel kot to, kar dejansko pomeni, to se pravi, da je nek highlight video. Okay. Ne, jaz govorim o reelih na Instagramu. Prav tako, aha. Reeli, pokončni videi in tako naprej. Ampak pustimo. Ok, pa je drugače, ja. Tam imaš pač različne... Tam je storytelling. Ja, odvisno, ja. Lahko pa nimaš. Lahko imaš full hude šote, pa je engaging reel, ne? Ampak če bi koga učil, bi ga vsaj naučil storytelling. Ja, tako, fokusiral bi se na storytelling. Tako reče, ven stopimo, da se zmenimo, smo že zmenili. Ja, tako, fokusiral bi se na to. No, pri meni je bilo tako, da ravno to se meni tudi zdi najbolj pomembno, pač ta storytelling in sploh zgodba in predpriprava. Preden sploh greš na snemanje, da točno veš, kaj bi ti rad posnel, ker najslabše prijeti na snemanje in tako, dajmo zdaj malo to drevo posnet, dajmo zdaj malo tebe, ko hodaš tako, kaj pa delaš? Ne vem, bom pa v montaži. Aha, good luck. No, ampak ja, fajn je, pa tudi pa črtaš, pa delaš kljukce in je tudi satisfying je zelo. Tako da to zagotovo. Ampak na predavanju je to že bilo eno drugo. Ena druga je se ukvarjala samo s to dramaturgijo in tako naprej, storytelling. Tako da sem šel pa malo tehnično, tako da sem šel na te 3 glavne. Zvok, svetloba, luč in pa kadriranje, pa to, da je mirno in tako. Tako da sem šel na te stvari. Pa je bilo kar zanimivo. Nisem bil zdaj nek hud profesor, nisem lih zdaj za navisto. Ampak si imel enkrat, ne? Mislim, 2 dneva, ampak isto predavanje. No tako. A veš, rabiš jih sam še ene 20, pa boš res dober. A veš, ne, mislim, če eno stvar dosti delaš, pač postaneš boljši. Zdaj, če ti redno predavaš, si dobro v tem. Ne, predvsem je bilo čudno, mislim, to je bilo moje, tudi ker ni mi bilo čisto, malo je bilo tako, daj boš to naredil. Okej, kaj pa delam? Mogoče se vprašati, za koga, zakaj, ne? Šele pol, ko sem bil tam, bom malo priredil. Tako da, predvsem, ko predavaš, je treba točno to imeti v mislih, komu, kakšno je zdaj njihovo znanje, koliko zdaj že znajo, da ne bom jaz jim razlagal, kaj je stojalo, če pa že naredo snemajo. Tako da ja. Ampak mi je bilo pa dober feeling, mi pa je, no. Tam sem pa polke Q&A, pa malo vprašaj, pa pol jim poveš. Čist na kratko povej, kaj si jim pa povedal o kadriranju, tako me zanima. Predvsem sem jim predstavil to Rule of Thirds, kam mora iti uč. Tako, da nisi direkt na sredini, oziroma če si na sredini je z razlogom. Tako da bolj to. No. Je pa zelo težko to razložiti, se mi zdi, ker je tako, ful je feeling, a ne moreš zdaj reči, ta drevo bo zdaj tle na tej levi strani, pa bo tle prostor, če lahko tudi na desni strani, pa je tle prostor, ne. Ja, sem glih to, kaj pa to kadriranje v video, kaj imaš klip za klipom, a ne? Ja.
Ja, to mora biti tudi. Ja, Je pa logično, če imaš v naslednjem kadru neki, ne vem, čez far right, verjetno boš tudi v prejšnjem kadru gledal, da bo tako. Ne boš delal tako, da boš enkrat levo, enkrat desno. Ne? Ja. Oko To bo nek totalno. A to do tega niste šli, da je bilo preveč za njih, verjetno, ne? Nisem pomislil na to. A nisi? Lej, malo rado, da te spet pokličejo, bo več Ja, lej, nisem šel pa na editing, ja, to je pa druga. Sam se to je. Jaz sem šel na snemanje, ne montažo. Ja, se, ja. Čeprav tudi to bilo. Ej, v glavnem tisti, ki ste bili na tem predavanju, Se lahko flipnete, zdaj v editu lahko flipnete, pa je. Imejte to v mislih, da ne bo sosledje pa. Ja. Cool. Ja, kaj smo še kaj? Kaj smo počeli? Film smo šli gledati. Res Tako, je. ja. Dober spomin imaš. Ja. Film se je pa imenoval. Tekač. Ja, Running Man, dober film, akcija, tako, cool. Hud film. Edgar Wright, režiser, kar mi je ljub, je tam tako v Guy Ritchie kategoriji, ne, sploh po stilu, ki ima zelo tako, rad te. Baby Driver, recimo, ki je zmontiran, res tako po muski do... In tudi le, no, kar zadev, mal ta vibe, mediji, pa kam gremo. Ful je tega AI, pa vsega tega opletenega zraven, pa pač tega, kam se Pa nadzor. gibamo. Ja. Ja. Se gre, ja. Tako da, dajte pogledati. No. Ja, polk bo na Netflixu, se ne vem, šel v kino ali kakorkoli. Ampak ja, priporočamo. Hek tedna ima pa ta teden Aljaž. Yes. Pa Aljaž tega ne ve, ker ni bral scenarija. To mi je všeč. Na storiju sem videl, da sta s Podlogerjem šla nekaj snimati. Ja, Ja? O Aha. tem boš tudi malo kaj povedal, ne? Dejansko nisi nič pogledal. Sta šla snemat in pol sta tam naredila story, ki sta mogla montirati tam na terenu. Sta Ja. montirala. Aha. In pol sem na storiju videl, da imaš MacBooka in zraven še ene take zaslone. Ekstra. to sem pa v bistvu, da povem, odkje sem to najdel in dobil idejo. Bil sem torej letos poletno, sem bil v Franciji, v ta Cannes Lions, smo snemali ta Red Carpet event, oziroma fotko sem jaz. In pridemo v ta hotel in kolega pač je ta reel zmontiral, in on tako odpre laptop, take ekrane gor, zgledam, what? Hudo, stari, pač to res, moš mislim, timeline, screen, še vune, footage pa to, ne. Kje si to dobil, ne? No, ne vem, ta AliExpress, Nek Temu. Amazona, ne, pa to. Okay. Koliko je to bilo, to zihar, ne vem, kva, Jurija pa pol, ne. Tako, ne, stari, to je, ne vem, $150. Kva? In sem pa, sicer ni bilo $150, ampak sem dal nekih, Black Friday. ne vem, 250, nekaj tazga, nič, vse skupaj, ne. Ker si mislil, da bi Jurija je bilo ful poceni pola, ne? Ja, tako, a veš, mislim, pa sej ni ne vem, kva resolucija, pa mislim, je full HD, a ne, 2 ekrana, 14 inčna, to je, veš, kad imel MacBooka 14, pa Krat dva. še dva, Ja, ne. ker Tako imam 16, pa dve 14, pa vse in napajanje in povezavo imaš preko USB-C kabla, ne. Sam pok. USB-C, res pa, da pač vsak ekran ima svoj USB-C, a ne. Torej 2 USB-C. Tako, 2 ti ponudita, enega imam potem za disk Mhm. in to je to, in delam vsem lahko na laptopu, ne. Cool. In si zadovoljen? Full, No jo. full. A sem dober hek tedna zelo izbral? Drugače res, ja, res. Ne morem verjeti, ampak on ne bi nikoli pomislil na to, da bi o tem govoril. a Ne? Pa da bi se prebral, pa bi videl, kaj dela. V bistvu mi je full dober tool. Pa, a veš, koliko folka se je ostalo, ker smo tam smo bili na tem sejmu helikopterja, ne? Ja. In tako zraven helikopterja, tako na Ja, saj mizi. si bil res, pa kot da une hekaš ekrane. tam. Že, ampak veš, folk hodi mimo helikopterja, stari. gleda ekran, ja. Pa hodi do mene, pa gleda ekran. Tako zabavno. No. V glavnem, full uporabna zadeva, če delaš na terenu. In kako je bilo delati? To si prej pozabil omeniti. ko si- A ta projekt? Ja. Pa ja, lušten, fajn. Mislim, ne, Helikopterski pač. NDA ima, veš, Ja. podloger mu Ne, da a točno veš, tako debelo pogodbo. Da Ne, lahko ne, sam ne. lušen fajn. To dvoje piše, da lahko. Ne, pač itak je dobro delati na splošno, zdaj pa z helikopterjem še nisem snemal, ne, pa a veš, to je sejem, a ne, ni zdaj, da smo leteli s helikopterjem, ne. Tudi malo, ne, tako, do meka. Ne, sem ga vprašal, če naj zapelje, veš, do hotela, pa niso hoteli. Jaz mislim, da je podlogar daleč največkrat omenjen v tem podkastu. Neška, Verjetno pa res. tudi to ima v pogodbi, da ne sme biti v isti epizodi, kot Nikon, tako da ne bomo mogli brisati. Ne, je pa vsekakor, v bližnji prihodnosti tudi on tukaj, ne. Aha, Na Toyoti bomo snimali takrat. Tako, vsekakor. A ima tudi To, da to, bo tako lep dan. Kaj Bomo to? Ali ima tudi totalno. to? Ja. Hilux.
Še božga. Teda imamo dve, Še bolj. takrat. Še božga, ko aljaš. Ja. Teda božga, mislim, to tako. Saj totalka ni bil. V glavnem, ej, Ja, no. to je bila ena taka naša luštna epizoda, zdaj pa dejansko imamo vprašanje poslušalke. Poslušalke, ja. Ja, to pa je Aljaš zrihtal, moram priznati, da se je potrudil. A poslušamo. Evo, jaz imam zdaj uradno vprašanje, ne? Ideja za naslednji podcast. Vprašanje iz občinstva. Zakaj je nam, mladim videografom, pač nekim začetnikom, tako težko postaviti neko realno ceno, glede na vso opremo, znanje, trud, neke izkušnje, ki si jih nabiramo? Zakaj je tako težko postaviti neko realno ceno? Kaj je po vašem mnenju psihološko ozadje tega? In pa mogoče še kak negativen vpliv ima to na ostale videografe, ki ste pa že v tem biznisu nekaj časa in na vse druge, ne? Tako da, a to tudi v bistvu naše delo malo zanemarjamo s tem, ko postavljamo toliko nizke cene. Evo, pač sem tak ideja. Ali pa visoke. A bomo roke dvigovali, kaj čez druge? Ne, sredo. Kar nimamo več časa, kartice so polne, hvala za vprašanje, žive. Ja. Evo, jaz Hodil sem malo prodati, nima veze. Ja, ful dobro vprašanje, Ja, brutalno strinjam. vprašanje. Pa težko, pač, mislim, Težko, zagotovo danes ne bomo v celoti odgovorili, ampak ker bi to, cel research bi naredil na to, kar mi je dobro. Zdaj, všeč mi je, ker ni bilo dejansko vprašanje. Vedno, ko je ocenah vprašanje, je, hoče biti z evri odgovora. ne. Koliko daš? Ja, in to pač ne more biti, ne? Ker noben ni na isti ravni. Mislim, tako, pa ne moramo kar vsi istih cen postavljati, ker pač nismo na isti ravni. a Ne? Tako da, Ja, raven, zdaj pa tudi, kje je zdaj ta raven, pa kdo zdaj pove, je ta raven taka pa taka. ja, mislim, Kaj, to se moraš pač tle- samo tle- umestiti, a ne? Ampak moraš se toliko ceniti, kot si pač, mislim, do jaz neke mislim, da se mere ceniš moraš vedeti. toliko, ker imaš kvaliteto, plus toliko, ker imaš dela. Več kot imaš povpraševanja, več imaš lahko tudi ceno. Ja. Čist, let's be honest, če nimaš dela, ja, vzel boš projekt za 150 evrov, ne? Hvala Bogu, ja, A mislim, če hočeš delati. Ja, tako. Če imaš un dan fraj, nimaš nič drugega, pa pač rabiš denar, ja, šel boš po Samo ceno. kako ne. boš pa na sledeč rekel, je zdaj pa to 300. Ja, zaradi tega, ker pač, lej, imam gužo, imam dela dovolj, ne morem narediti za tako ceno. Ampak, če si iskreno, mi smo freelanceri. Mi delamo Jo. zato, da preživimo. Ja. A ne? In pač nimamo rednega inkoma, vsaj načeloma ne, a ne, pač imaš naročnike redne in to, ampak to lahko čez noč zgine, nikoli nič 100%. In v takem primeru pač vzameš del takrat, ko ga nimaš. Ne? Takrat, ko ga imaš, ga daš prijatelju, pa mu procente pobereš. Ne, tako. Ampak mislim, da je tukaj v bistvu z izkušnjami lahko tudi ceno dviguješ. Ti, če imaš full dela, pa pač nimaš izkušenj za neko vrsto projekta, recimo cel life snemaš pse, fotkaš pse in potem nekdo reče, zdaj bi imel jaz poroko. Čakaj malo, ti moraš tukaj zdaj zagotoviti to, kar, a ne, zdaj, če daš ti tukaj 3 ure ceno za to, da boš šel poroko narediti, pa jo prvič delaš, a boš naredil tako, da je vredno 3 ure. A ne, treba malo vedeti, kaj delaš, koliko imaš izkušenj, koliko si suveren v tem, kar delaš. Višja, bolj, ko si suveren, lažje lahko postaviš višjo ceno. Meni je tudi ena taktika bila, sem se z nekom pogovarjal. Ena zanimiva, mogoče tudi to lahko mu prav pride, no? Ampak še posebej, ko z nekom na novo začenjaš neko poslovno pot, da mogoče rečeš, lej, moj produkt je tak, vreden, moja oprema je vredna tok, moja ura stane tok. Mi začenjamo zdaj na novo, pač tudi vas ne poznam, ampak lej, če bo se to zadeva nadaljevala dolgoročno, lahko rečemo, da pridemo do te cene, zdaj vam dam, ne vem, 50% off ali pa kakorkoli, štartaš malo manj, ne? Mogoče tudi ti si tak, ki začenjaš malo na novo, pa si boš, je realno, ravno to, realno je, da si boš nižjo ceno dal, kot si rekel prej za poroko, če nisi suveren, da moraj manj, ampak pridimo do tja, a ne? Zato, da se ne zakleneš pol na najmanjšo, zato da vejo, lej, moja tok pa tok, se mi zdi, da bi je to vredno, lej, pridemo do tja. Až ki lahko nastane težava z naročnikom. Ker eni naročniki, ne bom ti govoril, ker nisem jaz en od njih, ampak verjetno ugibam, sem se učil čez kariero, iščejo fotografe, ki so na začetku in dajo 50%. In ko te vzamejo, ti se zmeniš, da mi prve 3 naredimo. Ja. Tako pa bomo Ja. pa se zmedli, Pa druge. Ja. pol pa lažje drugega poklica. Se ne pravim, da to vsi delajo, verjetno Jih je pa upam, da kar jih čim nekaj, manj dela, no, ampak tudi ta možnost obstaja. a Ne?
Teda jaz bi raje rekel, če že, ne, jaz sem pač tako začel, če hočete, pa mi kao ponujate, ko bomo pa za nek več naredili, pa to, pa dajmo napisati to, se imamo liste, dajmo lepo napisati stvari, pa bomo celo leto, recimo, dajte mi 12 projektov, pa bomo pač dali pol ceno za 12 projektov. Če hočete prvega sprobati, dajmo ga sprobati, pa bomo pol napisali. Verjamem, da ne boste kar naslepo šli, ampak zakaj bi zdaj jaz dal te popust na tisti en projekt, ki pol naprej ne vem, kaj boš naredil. Da ti enkrat ulož nekaj v mene, recimo. Tako, ja. Ja, mislim, predvsem pa pri tem, ko je meni ta zanimiva pač psihologija v zadnji tega, kako jo določamo. Mislim, da ni treba kaj preveč komplicirati. Ker imaš 100 teh nekih matematik, če greš malo gledati. Eni pravijo, pač zračunaj si svoje pač living cost, pa zračunaj, koliko bi delal. Recimo pri meni, kad delam poroko, jaz bi naredil maksimalno 25 porok na leto, hočem imeti 50 ur na leto, se pravi 2 ure na poroko. Sam ne moreš to tako zračunati. Ti moraš vedeti, če imaš ti zdaj vsako leto že 25 porok, pa imaš še več povpraševanj, pa si lahko to prvoščiš. Če delaš ti zdaj 8 porok, mislim, ta matematika ne bo delala, moraš se pač postaviti v svojo kožo. Teda psihologija v zadnji tega je pač tudi to, kaj delaš, koliko ljudi te pozna, koliko časa si na trgu. Ina si rekel, da nam je postavila to. Ina si želi biti anonimna, seveda. Nam je postavila to krasno vprašanje, o katerem ne bomo danes prišli do dna, ker smo tudi mi malo mogoče nepripravljeni, tako da to je bilo sam naših prvi vtis, ampak glavno zato, ker je toliko široko, toliko zanimivo vprašanje, da ga bomo malo še razdelali v naslednjih epizodah. Imam občutek, da tudi naš naslednji gost bo imel eno zanimivo informacijo glede tega. Dober občutek imaš. Zakaj? Dobro vprašanje. Ker smo že posneli to. Vsekakor mislim, da ne, da pač nismo mi pripravljeni, ampak da to ni vprašanje, ki lahko na njega enostavno odgovoriš. Ja, ker je to enih faktorjev in tudi je različnih trgov. Ker če ti primerjaš, kako postaviti ceno v Sloveniji, ali pa jo postaviti v Avstriji, ali pa jo postaviti v Ameriki, je to čist drugačna tema. Plus še ta psihologija aspekt, ki je. Prav, se ti zdaj sam sebe malo dol težiš, pa kako je to zdaj z drugimi, je to zdaj konkurenca ali ni konkurenca, si konkurenčen, ali je to zdaj bedno, da ti daš naročniku, ne vem, predponudba. Kaj že? Ponudbo. Mu daš ponudbo za Jurija, pa mi jaz pa rekel, jaz sem to za 800, pa govorim, prišel, jaz za 500, ko imam Nikona. Kaj zdaj to pomeni? Hotel sem pa nekaj še glede psihologije reče, pa res, da ko ti ponudiš ceno, pa sprejmejo tako. Se pa počutiš, se pa mičkem počutiš, kaj sem to naredil. To ni najbolj. Zato ena stvar, ki ni nobeno od nas omenil, pa bi jo mogel, mogoče za konc tega, če res moramo končati. Dajte se med sabo poklicati pač, dajte sodelovati, dajte pač, a veš, mislim, jaz bi vaju ziher poklical, če bi bilo za nekaj takega, kar vem, da vi delate. Jaz sem te že. No ja, tako ja, a veš, a bom failil, če naredim to, koliko naj dam, kaj naj dam, se je bil odgovor tudi takrat dosti dolg, pa tak nekoristen v resnici, ker v evrih ne moramo govoriti, se tudi ti se vedi, da ne boš tega, nisi pričakoval tega, ampak najbolj se je slišati, pa pač dobiš primer, jaz sem dal za to, kar sem naredil, to ceno, ker se mi je zdelo in pol priješ na koncu do nekega odgovora. Cool. Bom raziskal, s kom se lahko to pogovorimo. Naš naslednji gost pa bo, Goran, daj ti povej. Primož Lukežič. Noro bo, verjamte, jaz vem, jaz sem že bil tam. Tudi jaz potrdim. Samo res, intra nismo posneli. Intro. Ja, ne, veš, ne smo tukaj. Ne, v glavnem, super bo, to je naš intro. Intro, outro. Primož bo ful cool stvari povedal. Tako da ja. Hvala, ker nas spremljate, dajte povedati še naprej, povejte prijateljem, povejte freelancerjem, da nas najdejo tukaj. Še ena stvar. Torej, ki se še navezuje na vprašanje od Ine. Ki je vprašala je, če to zbija cena, a ne? Ja. Jaz mislim, da ja in ne. Wow, hvala, ker si to dodal. 5 koristi. Ja, za une kreatorje, za une snemalce, ki so nekje na umestnem delu, ki še recimo iščejo jobe in jih še stranke ne poznajo po njihovem stilu, kakorkoli. Predvsem iščejo svoj stil. Tako, ja. Unim zbijajo ceno. Ker če greš ti delati nekaj za 50 evrov, ja, ne gre, ker se ne moreš ti niti stroškov pokriti. Ampak snemalcev, potem, ki pa delamo to profesionalno, pa načeloma to ne zbija cena, ker ti že imaš svoj stil, ne? Pa ne samo to, tudi unih strank ti ne targetiraš, ker to so stranke, ki nimajo takšnih budžetov, ki jih ti načeloma targetiraš. Lahko pa nekdo vstopi v ta segment, pa je še vse 10-20% nižji, kar tudi lahko škodi vsemu skupaj. Ja. V vsakem segmentu je to možno, to hočem reči.
A veš, ne zdaj, da bo zdaj nekdo, ki dela za 3800 dnevnico, mu bo za 50 evrov, to se ne bo ta pač. Vse to. Ampak ko dela za 3800, lahko pride nekdo za 3 ure 100 delati to dnevnico, recimo. In To ja, tukaj okej, se pa lahko pogovorimo, zato bi bilo ful dobro, če bi mi imeli, tako imajo skoraj vsi nek community, malo bolj uraden, nek sindikat, kaj jaz vem. No, sindikat, fotografski sindikat. Hej, No, to sem šel, ampak tako pravim, a ne, neki, ki bi imeli nekaj določeno. a Veš, kje dobiš to veliko dnevnico za 3 ure? lažje. Jaz se ne se sekirati. Jaz se ne. O tem več v naslednji epizodi. To pa res. Ne, zagotovo bomo. Tako da, kot sem že povedal v mojem prvem outru, hvala, ker šerate, hvala, ker ste del tega. Pišite nam freelancerjaf@gmail.com. Trese se kamera, ko z roko toče. Ja, jaz bi še Discord odprl. Kaj je to disko? A si imel kdaj IRC? Ja. No, to je novodobni IRC. Aha. A sam neki noga smo si izmislili, da gremo nazaj. Dejansko. Okay. Ne, je to spim pa IRC, to je hudo, to je dobro. Predvsem pa tam si lažje pa tudi malo gledamo fotke, pa komentiramo in tako naprej. Tako da, No. to je moja želja. Top, to je super, ja. Da se v bistvu to mreženje pa community, da se bilda. Bam! Jutri bo live. To je to. Need gigs? Oh yeah! Pay your dues? Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world.